V ime Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Dobrodan, lepo pozdravljeni pri tem prenosu Svete Maše iz naše ljudniške cerkve. Danes na soboto v 29. nevarnem tednu obhajamo god svetega Antona Marija Clareta. Je bil škof, živel v 19. stoletju, Španec po rodu, nek ljudski misionar, ki pa je ustanovil družbo sinov Marijinega brezmadežnega srca, oziroma po njegovem priimku se imenuje tudi Klaretinci. V Sloveniji najbolj poznamo patra Branka Cesnika, ki tudi pripada tej redovni družbi. Sveti Anton Marija Claret je postal nadškof na Kubi in je umrl na današnji dan leta 1870. Vas povabim, da na začetku te svete maše pogledamo vase v svoje srce, premislimo dan, kako smo ga preživeli, na misli, besede in dejanja, koliko se v njih odraža to, da smo kristjani, koliko smo se v današnjem dnevu spominjali, zavedali, da smo kot kristjani, podobno kot današnji svetnik, poklicani k temu, da smo misionari, ne toliko kot pravi sveti Frančišek Asiški, z besedami, ampak predvsem s svojim življenjem in zgledom. Vkolikor nas naše srce česarkoli poziva, to tudi priznamo in želimo, da bomo pripravljeni pri tej sveti volitvi. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetite,
vas, prosite zame in Boga, grešnih očetih. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Danes patri mašujemo za pokojnega Jožeta Flajderman ter za pokojnega Aleksandra Goranski ob obletnici. Molimo. Dobri Bog, v tvoji moči je sveti škof Anton Marija Claret z veliko ljubeznijo in potrpežljivostjo v znanju evangelija. Naj nam izprosi, da si bomo goreče prizadevali za pravico in dobroto in bomo ljudi vodili v Kristusu, tvojemu sinu, ki s teboj v občestvu svetega Duha živi in kraljuje vekoma. Pa prisluhnemo Božji besedi. Berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje, slehernemu izmed nas je bila dana milost po meri Kristusovega darja. Zato pravi, šel je v višavo ter ujete pripeljal ujetnike, dal je darove ljudem. Kaj pa pomeni šel je v višavo, če ne da je poprej šel v nižine zemlje? Ta, ki je šel na zemljo, je prav tisti, ki je šel v višavo nad vsa nebesa, da napolni vse. In on je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti in drugi pastiri ter učitelji. Tako se sveti usposobijo za delo službe in se gradi Kristusovo telo. Dokler vsi ne dospemo do edinosti vere in spoznanja Božjega Sina, do popolnega moža, do mere polne starosti Kristusa. Tako ne bomo več nedoletni otroci, omahljivi, da nas ne bo vsak veter nauka zanašal, kadar ljudje varajo in zvijačno zavajajo zmoto. Marveč bomo v ljubezni vsem rasli k njemu, ki je glava, Kristus. Iz njega prejema vse telo rast, ko se zlaga in sestavlja z vsakršno vezjo med sebojne pomoči, po delovanju, kakršno je primerno vsakemu pojedinemu delu in tako samo sebe gradi v ljubezni. To je Božja beseda. V Gospodovo hišo pojdemo veseli. Veselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo veseli. Že stoji naše noge med tvojimi vrati Jeruzalem. V Gospodovo hišo pojdemo veseli. V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto, vse trdno sklenjeno v sebi, tja hodijo Gospodovi rodovi, kakor določa Izraelova postava. Gospodovo hišo pojdemo veseli. Tja hodijo rodovi, slavit Gospodovo ime. Tam so postavljeni sodni stoli Davidove hiše. Gospodovo hišo pojdemo veseli. Aleluja. Gospod, odpri nam srce, da bomo pazili na besede tvojega Sina. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je bilo nekaj navzočih, ki so Jezusu poročali o Galilejcih, katerih kri je bil Pilat pomešal z njih daritvami. Odgovoril jim je, ali mislite, da so bili ti Galilejci zato, ker jih je to trpljenje zadelo, večji grešniki kot vsi drugi Galilejci? Ne, vam pravim. Toda, če se ne spokorite, boste vsi enako pokončani. Ali onih 18, ki je nanje padel stolp, prisilovi in jih pobil? Ali mislite, da so bili ti bolj krivi, kot vsi ljudje, kateri prebivajo v Jeruzalemu? Ne, vam pravim. Toda, če se ne spokorite, boste vsi prav tako pokončani. Povedal pa je tole priliko. Nekdo je imel v svojem vinogradu vsajeno smokvino drevo in je prišel iskat sadu na njem, pa ga ni našel. Rekel je vinogradniku, glej, 3 leta je, kar hodim iskat sadu na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj je torej, čemu še zemljo izrabi? Tam je odgovoril, Gospod, pusti jo še to leto,
da jo okopljem in pomijim, če potlej obrodi sad. Če pa ne, jo boš posekal. To je Kristusov evangelij. Ena misel v današnji Božji besedi. Jezus je danes soočen z vprašanjem, kaj on misli o teh Galilejcih, kot pravijo, katerih kri je bil Pilat pomešal z njih daritvami. Gre za to, da je Pilat pobil nekatere izmed Galilejcev, ki so se upirali rimski nadvladi. Na nek način gre za vprašanje, ki zanima vsakega od nas. Kako je mogoče deliti ljudi na dobre in slave, kako se v tem svetu, v tem življenju orientirati, kako se postaviti, kako vedeti, komu zaupati in komu ne zaupati. Jezus odgovori na to vprašanje najprej z eno precej zanimivim pogledom in potem pravzaprav tudi še sam doda en drug zgled. Jezus namreč pravi, in to velja tako za Izraelce takrat, kot velja za nas vse, da pravzaprav ločiti ljudi na dobre in slabe, na dobre in zlobne v resnici ne gre nam. Tega ne moremo početi mi, ker v resnici ne vidimo nikomor v srce, to je prva stvar. In druga stvar, v resnici je nemogoče reči, da je kdo od nas absolutno slab ali pa absolutno dober. Vsak zase ve, da se vedno znova trudimo biti pošteni, biti iskreni, biti resnicoljubni, solidarni, pravični, ampak hkrati vemo tudi vsak zase, da nam vedno znova tudi spodleti, da vedno znova popuščamo tudi takšni in drugačni skušnjavi in da torej, če se v resnici zanašamo samo na Božjo pravičnost, v resnici nas je lahko strah, kako bomo sojeni. In Jezus svoje sodobnike opozori ravno na to, da to, kar je Pilat naredil, absolutno ni prav, ampak kdo ve, kako je bilo s temi Galilejci, kdo ve, kako je z nami. Vsi smo poklicani k temu, da iz tega zgleda, primera zla, ki je neizpodbitno, ne pademo v skušnjavo, da bi sodili druge razen sebe. Da v sebi prepoznamo zlo, ki ga počnemo, ki mu dovoljujemo, da vstopa v ta svet in se spreobrnemo. Zato gre. In Jezus potem doda še drug primer. V Siloji, kjer so gradili stolp, se je podrl in je pobil nekaj ljudi, 18 ljudi, pravi Jezus, ki zopet, lahko rečemo, je narava krivična, a je to narobe. To, kar mi doživljamo in prepoznavamo kot zlo, naj bi predvsem služilo nam sami, da prepoznamo zlo tudi v svojem življenju, da se soočimo s tem, da si priznamo, da smo krhki, da smo grešni, da se spreobrnemo, da prosimo za milost in da začnemo v svojem življenju roditi drugačne sadove. In zato gre pravzaprav tudi v priliki, ki je Jezus pove, o tem gospodarju, vinogradniku, ki pričakuje od smokve sad. Pravično je, če jo je vsadil, če se je potrudil za njo, če jo je pognil, da pričakuje tudi sad. In pravi vinogradnik, 3 leta je že, gospodar pravi vinogradniku, pravi 3 leta je že, kar hodim iskati sadu na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo torej, čemu še zemljo izrabi. Lahko bi rekli, to je pravično. In Bog, če nas sodi po naših delih, sodi pravično, bi verjetno pri vsakem od nas lahko že obupal. In v tej priliki Božja pravičnost na eni strani sreča Božje usmiljenje. V podobi vinogradnika, ki pravi Gospod, pusti jo še to leto, da jo okopem in pognojim, če potlej obrodi sad. In zato gre. Če se kdo kdaj vpraša, zakaj se zgodovina ni končala z Jezusovim prihodom,
zakaj se pravzaprav zgodovina še nadaljuje, zakaj še ta čas čakanja. Gre predvsem zato, da Bog od vsakega od nas želi tisti sad, za katerega smo ustvarjeni. In čas, ki nam ga daje na razpolago, tukaj in zdaj, danes, je čas, v katerem mi lahko spoznamo, da ne dajemo sadu, ki se od nas pričakuje, sadu ljubezni, sadu služenja, zato da bi se spreobrnili, da bi prepoznali, da v naših mislih, besedah in dejanjih je še zlo, da bi se temu zlu odpovedali in bi, tako kot smo v priliki, tudi mi končno začeli dajati sad ljubezni, pravičnosti, poštenja, solidarnosti, sad, ki prihaja služenjem, sad, za katerega nas vedno znova navdihuje Sveti Duh. Da bi znali slišati to sporočilo, da bi znali vzeti resno to vabilo in opozorilo, da bi znali zaupati temu Božjemu usmiljenju, ki nam daje tukaj in zdaj, ki nam daje današnji trenutek, da bi ga v resnici čim bolje izkoristili. Drage sestre in brati, Božja beseda nas vedno znova kliče k spreobrnenju. V iskrenem zaupanju odprimo svoje srca Kristusu in ga prosimo. V cerkvi, ki je Kristusovo skrivnostno telo, ima vsak ut svojo nalogo, naj vsi v resnici in ljubezni izpolnjujemo svoje poslanstvo. Prosimo te, usliši nas. Tudi narava nam govori o silni Božji moči. Prosimo te, da bi bili obvarovani plazov, potresov, poplav in drugih naravnih nesreč. Prosimo te, usliši nas. Nesreče, ki se zgodijo drugim, nas pretresajo. Naj nam bo vsak dogodek spodbuda, da se spreobrnemo in se nenehno zahvaljujemo za neštete darove. Prosimo te, usliši nas. Ne vemo ne ure, ne dneva. Prosimo te za vse tiste, ki so umrli nagle in neprevidene smrti, da jim uživati svoj mir pri tebi. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnji Svetega Roka se usmili vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov in njihovih svojcev v naši domovini in po svetu. Prosimo te, usliši nas. Podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje mesto. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, svetnikom si razkrival svojo navzočnost v neznatnih dogodkih vsakdanjega življenja. Pomnoži nam vero v tvojo navzočnost in nas usliši, ki živiš in praviš vekomaj. Hvala Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, saj zemlje in dela človeških rob, naj nam postane kruh življenja. Posebno si to zavimo, to voda ne postane deležni Božjega Kristusa, ki pa se razumemo vse človeške. Hvala Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rob, naj nam postane duhovno pijača. Čast in hvala. Sprejmo s tem in spasenega svetnega duha. Vzmimo se. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to naše skupne daritev. Sprejme, Gospode, da je tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoje sveti cerkvi. Dobro, Oče, usliši naše prošnje in nam odpusti vse grehe, da bomo čisti obhajali tvoje skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, križku srca.
imamo pri Gospodu, Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ z godom svetega Antona Marije, z gledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim oznamevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoja slava. Hozana na višavah. Blagoslovljeni, ki prihaja v imenu Gospodova. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda, Ljuboša Krista. Ko je šel prostovoljno v trpljenje in vzel kruh, se zahval, pa razlomil, dal svojim učenicam in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju zvečer se spet zahvalil, pa dal svojim učenicam in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je tudi moje krvi, nove in večne zaveze, ki so za vas in za vse prelila v odpuščanju grehov. To delajte in moj spomin. Skrivnost naše vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje osvojenje slavimo, dokler ne prideš v slavo. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in osvojenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličenja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eni. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjeno po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo v tabi. Spomni se danes naših bratov Jožefa in Aleksandra, ki si ju z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ju pridružil svojemu sinu in njegove smrti, z njim tudi vstaneta v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenju, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in daj, da bodo gledali tvoje lice. Prosimo te, usmili se nas vsak, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Antonom Marijo in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu v očetu, v občestvu svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo kot naslednjo molitev na Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjave, temveč reši nas. Reši nas vsega hudega, samogočni noč. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim mirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega duša.
učenika Jezusa Kristusa. Vestvo tvoje je oblast in slava. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne gledaj na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v mir in ne vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekoma. Gospod mir, bodi vodno s nami. Jazen Božji, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Glejte, to je jazen Božji, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem veden, da prideš k meni, ampak reci z besedo in zdravljam na moje duše. Blago povabim na Gospodovo Gospod. Gospod govori, ostanite v meni in jaz v vas. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta obrodi obilo sebe. Molimo. Gospod naš Bog, prejeli smo sveto skrivnosti. Naj nam utrjujejo vero, ki so jo apostoli oznanjali, sveti Anton Marija pa ji je zvesto služil in jo ohranil. Po Kristusu, našem Gospodu. Tako, naj vas še enkrat spomnim,
da je ta prenos svete maše pravzaprav samo spodbuda, da ostajamo nekako povezani, vsaj na ta virtualni način, ampak v popolnosti pa nam manjka, ker nismo v živo skupaj. Naj vas povabim zato vsaj pri prejemu Uhaina, ob delavnikih, se pravi tudi še nocoj, ob 19. uri, oziroma tako kot običajno ob sveti maši. Jutri pa ravno tako ob vseh urah, ko se bude običajno nedeljske maše, torej zopet povabljeni k Uhainu. Navodila so še vedno enaka, pred vstopom v cerkev se skušamo čim bolje duhovno pripraviti, z molitvijo, vodimo kesanje, zmolimo pri sebi ali kot družina Oče naš. Vstopamo nekako posamič, razen če ste družina, pridete skupaj. V tem trenutku je število ljudi, ki so lahko naenkrat v cerkvi omejeno na 6. Bodimo pozorni na to. Če vstopimo v cerkev, pa vidimo, da je v cerkvi že več ljudi, kot je dovoljeno, stopimo korak nazaj, čakamo nekaj trenutkov, da se cerkev izprazni. Še enkrat vas povabim k temu tudi, da nekako spoštujemo ta krožni promet, da razumemo, da je z Rokovega trga vhod, da izstopamo pa pri zadnjih vratih na trg svetega Janeza Pavla II. Tudi na ta način lahko ohranjamo distanco, se čim manj srečujemo in na nek način ohranjamo zdravje drug drugom in samemu sebi. Naj vas povabim še, da pred koncem te svete maše, pred zaključnim blagoslovom, skupaj zmolimo še molitev za zdravje. Oče usmiljenja in tolažja, Tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo ustrajali v ljubezni do bolnikov. Raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsem na svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Pripravimo svoje srca za božji blagoslov. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Povimo in nastavimo Božje ime. Thank you.